Velikokrat nam odpornost pade tudi zato, ker preveč delamo ali smo v stresu. Takrat je čas, da si privoščimo kakšno dobro masažo, obvezno z naravnimi olji in kremami. Masaža je najstarejša in najbolj naravna metoda zdravljenja in ohranjanja zdravja. Sprošča celo telo in duha. Vrednost masaže je v neposrednem človeškem dotiku. Učinkuje na človekovo zdravje. Spodbuja krvni obtok, sprošča mišice, spodbuja prebavo in stimulacijo limfnega sistema, spodbuja izločanje odpadnih snovi iz telesa. Masaža lahko omili bolečino, nelagodje in stres ter izboljša počutje in zdravje. Oče klasične zahodne masaže telesa je Pearl Henry Klink, ki je v začetku 19. stoletja uvedel veliko novosti v masažno tehniko. Izvor masaže pa je veliko starejši. Prva znana omemba je iz egiptovskega dokumenta iz leta 5000 pred našim štetjem. Veliko zapisov pa se pozneje pojavi na Kitajskem in v Indiji. Pearl Henry Klink se je ob postavljanju pravil zahodne masaže močno opiral na vzhodnjaške tehnike. Do leta 1900 je bila masaža del medicinske prakse, toda so jo v današnjem času izpodrinila na novo odkrita zdravila. Šele v novejšem času je masaža zopet začela pridobivati na veljavi. Z gladanjem in gnetenjem mišic se izboljša krvni obtok in pretok limfe. Raztegnejo se mišice in vezivna tkiva, koža in druga mehka tkiva. Zaradi masaže se v tkivih sprošča histamin, ki odpre krvne žile in s tem poveča dotok kisika in hranilnih snovi. Tudi sam dotik ima velik psihološki pomen, zlasti v današnjem času. Vsi dejavniki masaže skupaj pa sprostijo telo in duha in tako pripomorejo k dobremu počutju. Je zelo varna metoda terapije. Z nekaterimi izjemami se jo lahko poslužuje vsakdo. Je tudi zelo učinkovita, saj se njeni učinki lahko poznajo že v zelo kratkem času. Primerna je za vse dele telesa, od glave do nog. Izvaja se jo lahko tako v masažnih salonih kot tudi doma. Je pa zelo pomembno, da pri masaži uporabljamo kvalitetna naravna olja ali kreme, ki ne vsebujejo sintetičnih barvil in dišav in alkohola. V zimskem času je dobro uporabiti kako kremo, ki pogreje. Konjsko mazilo, na primer, je sestavljeno iz samih naravnih snovi iz kontrolirane biološke pridelave. Divji kostanj, ingver, papriko, kafro, eterična olja čajevca, rožmarina, smrekovih iglic, žajblja, brinovih jagod in sivke. Vsebuje pa tudi aloe vero, ki daje koži intenzivno vlažnost in mehkobo. Saj veste, koža je naš največji organ in prav tako, ko dobimo dobre in slabe snovi skozi usta, jih dobimo tudi skozi kožo. Zato je res pomembno, kaj si nanjo nanašamo. Ker izvleček ingverja vzpodbudi toplotne receptorje, se toplota hitro širi. Dodatna eterična olja pa učinek toplote še stopnjujejo ter prispevajo k boljši prekrvavitvi. Če pa nam ne paše krema, ki nas pogreje, pa lahko uporabimo tako, ki vsebuje poleg aloe vere še divji kostanj in rožmarin, ki ugodno delujeta na prekrvavitev, kafro in mentol, ki hladita in dajeta občutek svežine, in eterična olja poprove mete in smrekovih iglic, ki delujejo blagodejno in poživljajoče. Tako mazilo pa je zelo primerno pri obremenjenih sklepih, hrbtenici ter utrujenih mišicah. Zaradi svojih sestavin tudi ugodno deluje na prekrvavitev, hladi in sveži. Privoščite si masažo čim večkrat s kvalitetnimi olji ali kremami, saj boste tako veliko naredili za svoje zdravje in dobro počutje. To lahko naredite sami doma ali pa se prepustite strokovnjakom v salonih.